Cesta me je v resnici naučila, če jo sprejemaš z nasmehom in s prijaznostjo, potem gre vse dosti lažje. Potem tudi tistim, ki so v neki težavi ali se vključujejo ali izključujejo, pomaga tvoj nasmeh. V preteklih letih smo prisedli na več kot 1500 desnih sedežev avtomobilov vas, starejših voznikov. Skupaj smo naredili več kot 45.000 kilometrov. In po vseh izkušnjah, pogovorih z vami, zares lahko rečemo, da ste velikani vožnje. Velikan. Po dostih kilometrih, nekakšen milijon, pa še malo več, se človek vsega navadi. Skušam voziti na neki pravilni varnostni razdalji, ne vozim agresivno in če vsaj ta dva elementa upoštevaš, pol si na varni strani in te neka situacija ravno ne more presenetiti. Velikan vožnje je tisti, ki vozi lepo, umirjeno, tekoče in z nasmehom. Velikani vožnje ste vozniki starejši od 60 let, ki vas krasi troje odlik. Izkušnje, varnost in pogum. Za vami so 100.000, morda milijon kilometrov, ne vedno najbolj idealnih razmerah. Ko ste odhajali na dolge poti, ste včasih sami popravili svoj avto. Vozili ste, ko so se spreminjali zakoni, avtomobili, situacije v prometu. Ja, nam rekla, na mladih je treba začeti, na otročkih je treba začeti. Vozim tudi vnuke in tudi to je izziv. Zato, ker si vseeno odgovoren do otrok. To čutiš, to odgovornost do otrok, do nekoga, ki ga prevažaš v svojem avtomobilu. Čeravno smo tudi svoje otroke vozili, v malo drugačnih avtomobilih. Mladi so že na marsikaterem področju pokazali, da so mogoče lahko nam vzgled. Kulturo pri mladih ustvarjamo mi starejši. In če smo vzgled mladim, bojo mladi delali popolnoma identično ali pa vsaj podobno. Varnost je vrednota, ki vas spremlja skozi desetletja. To, kar je cesta naučila vas, se zdaj od vas učimo mi. Pregovor pravi, počasi se daleč pride, eni pa pravi hitro pa prej, ali pa sploh ne. Potrebe po strpnosti, da moramo biti voznik do voznika zelo strpni, potem vse lepše teče, se mi zdi. Če je že kdo tako nestrpen, oziroma se mu tako mudi, da mu omogočiš, da potem se lahko nekaj, ko je varno, da se lahko tudi potem to on opravi, pa tudi da ti lahko se umakneš in da urediš tako, da ni problemov, da ni mahanja z rokami ali pa kakšne sugestije, bom rekel, z prsti in tako dalje. Ne trobim, ne maham, si mislim pa idi počasi, Sej bom jaz tudi prišla. Mi lahko obvladamo vozilo do potankosti, kolikor ne bomo imeli neke empatije v prometu, pač promet ne bo varen. Ko se razjeziš, tu že nekako probaš sam pri sebi malo se umiriti, ker če se preveč razjeziš, se jeziš celo pot. To se naučiš z leti. Zbrali ste pogum za osvežitev znanja, ker kot velikani voženj veste, da je vedno novo znanje pot do dolge in varne mobilnosti. Prek osvežitvenih voženj za starejše, na portalu Vozim se skupaj rešujemo CPP teste, na delavnicah spoznavamo varnostno-asistenčne sisteme in se pogovarjamo o tem, kako po 60., 70. letu za sebe izbrati pravi avtomobil. Vsak naj malo pogleda na drugega. Ne morem jaz kar skočiti na cesto, ne morem jaz kar zapeljati na cesto in ne morem jaz kar dirkati po mestu. Danes sem bil tako zelo dobre volje, ker sem imel v 2 urah pešce na prehodu, kjer smo se ustavili, kjer so pešci odzdravili oziroma z gesto pokazali zahvalo. In ko sem vprašal te voznike, se tudi oni dobro počutijo. Pomeni, da neka pohvala vsem zelo dobro dani. Meni je velikan vožnje tisti pešec, ki pri prehodu dejansko počaka, da ga voznik opazi, in če gre preko 2 pasov, počaka, kako tudi voznik na nasprotni strani opazi. Z lastne izkušnje vem, potem smo vsi trije nasmejani. Recimo pri prehitevanju kolesarja, če je le možno
sem tam posebej previden, ker tu tudi nikoli ne veš. Zna biti tista obrobna cesta poškodovana, eno, drugo, tretje, in tu se hitro zgodi, ko recimo on hitro obrne, pa se rešuje, no, da ne pade. Slišite strah najbolj ranljivih udeležencev v prometu. Po raziskavi, ki smo jo izvedli pri Zavarovalnici Triglav, se samo polovica voznikov e-skirojev na cestah počuti zares varne. In prav njim, pa kolesarjem in pešcem, namenjate velik del pozornosti na cesti. Zato podpiramo velikane vožnje, ker so vaše dragocene izkušnje in besede popotnica novim generacijam za varno sobivanje v prometu vseh.